Au. Grad Tabor nad Laškim, spodaj imam eno pravk, pa sem prišel s Sangyongom, sem rekel, da najbolj, da ga tukaj tudi posnamo. Sicer si fina lokacija, pa tale robusten avto nudita en tak precej ekstremen kontrast. Mimogrede, a v Pavosu si že jedel, če še nisi... Pejmo naprej, pejmo na avto. Sangyong Grand Muso. Na trgu je že kar nekaj časa, če se ne motim, kdaj, od 2019-2020, ampak vmes ga je pa nedolg nazaj doletela tudi ena taka orange prenova, pri kateri so se lotili, se veš, malo kozmetike, malo motorja, ampak da ne bomo šli prehiter, dajmo se najprej ustaviti pri oznaki Grand. Tale pick-up je dolg 5 metrov pa 40 cm. In če je kaj posebej za izpostaviti, mislim, ene par stvari, ampak dajmo začeti s kesonom. Stari moj, 1,6 metra dolžine. Če sem natančen, 161 cm, kar je ogromen. To se pravi, jaz sem 175, če se uležem, mi morajo nokce malo čez gledati, drži? Oj, menti. Ok. Au. Evo, glih za ene 15 cm. Mimogrede, tale rolo, jaz sem gledal malce njih dodatne opreme, nisem čisto ziher, če je to nekaj, kar lahko dokupaš, v vsakem primeru pa lahko naknadno to zrihtaš. Evo, če boš rabil kaj firmo imaš tukaj. Dajmo mi tole zapreti. Smo se že malo razvadili, pri kakšnih sodobnejših pick-upih, recimo pri Rangeru je tole veliko lažje narediti, ampak nič hudega. Pa pojmo še malo k osnovi, mogoče celo k potezam, ne. Maska, s katero se ponaša, je izredno velika. Dobro, nekatere komponente so, dajmo reči, starejše. Žarometi recimo so ksenonski, dolg snop meče halogenka. Ampak ti kar takoj povem, da v resnici, takrat, ko nucaš performance, svetijo precej dober. Ne bom rekel, da je avto ravno eleganten, ampak opazen. To pa je. Še ko se je Dan Lenart oglasil v atmosferskem podcastu, ko smo šli pol dol in se poslavljali, je vrgel uč na tega Sangyonga. Pa ga takole pogleda pa vpraša, fadi ga pa imate tole. Ok, pejmo naprej. Kam gremo najprej? A gremo v kokpit? Ne gremo v kokpit, ker če smo že bili pri prednjem delu, dajmo porihtati še motor, pa gremo pol v kabino. Prav. Za začetek, stari, kaj pa, ko pokrov motorja drži gor hidravlika? Imaš samo eno izbiro, 2,2 litrski dizelski štirvaljnik z dobrimi 200 konji. Poglej, tukaj imam katalog, vidiš, piše popolnoma novi Muso Grand, tehnični podatki, poglej, 149 kW, tole je oprema Ultimate. Vidiš, lahko pravno hitro še ceno obdelamo. To se pravi, točno tale, ko ga vidiš, boljš opremljenega ne moreš dobiti. Stane 42 990, akcijska cena, to se pravi z nekim popustom 4500 evrov, je pa 38 499. Zdaj se lotimo pa še kokpita. Tale kabina, ne bom se lagal, leta se jim malo poznajo, ampak ne nujno na slab način. Ti pokažem, kaj vse je okoli mene. Dajmo se najprej usmeriti v sredinski greben. Poglej, tale prestavna ročica vpije, da je z enih drugih časov, s čimer poudarjam, ni absolutno nič narobe. Uporabnost, priročnost, to, da držiš neki orang v rok, to so vse dobre stvari, ne pa slabe. Poglej, vidiš tole tipko Drive Mode, ko jo začneš pritiskati, s tem prilagajaš delovanje menjalnika na 3 različne načine, Winter Mode, Eco Mode pa Power Mode. Kaj še imamo? Preklop iz 2 na 4-kolesni pogon plus vklop reduktorja, USB-C, Power Charge, odlagalna površina, ki jo zlahka spucaš, ker tole dvigneš pa vržeš ven. Velik predal, cup holder, pomaknemo se višji, klasična stikala klimatske naprave. Nad njimi zmerno velik zaslon umestnika, ki je, dajmo reči, pozna se mu, da ni najbolj sodoben, tudi grafično ni najbolj napreden. Ampak v resnici, vključno s tem, kako se zna pogovarjati z Androidi pa iPhone-i, mu ne morem kaj dosti zameriti. Ajde, za ene stvari rabimo kabel, ne gre prek lufta. Razmeroma velik volanski obroč s klasičnimi tipkami na levi in desni prečki, pa digitalna armaturka, ki zna seveda spreminjati tudi videz iz tega klasičnega skoč mimogrede v... Poglej, stisneš tole tipko. Najprej imaš lahko na sredini navigacijski sistem, ali pa tale, da rečemo, ultrasodoben videz. Ultrasodoben. Malo drugače. Tega recimo od Sangyonga nisem pričakoval. Kaj mi je še všeč? Sama prostornina kabine, ne samo da je keson dolg, med osje je koliko, 3,2 metra, ogromno. Sedeža sta kraljevsko velika, prostora tukaj noter je zares velik. Pa prej sem pozabil, nič nismo govorili o motorji, performansih in porabi. Veliko sem bil na avtocesti, na to, kako vozim, nisem pazil, čisto nič, poraba je bila vedno med 9,6 pa 9,8, kar je super podatek glede na
gabarite avtomobila. Ta dizel, tisti 440-450 Nm navora, ponudi že zelo zgodaj. Pri Jurija 400, Jurija 500 in je tudi zelo odziven. V tem smislu ga moram pohvaliti. Menjalnik, dajmo reči, taka klasična avtomatka, ne bom rekel, da briljira v tem, kar počne, je pa povsem zadosten. Samo vozno dinamiko je pa takole, nastavljanje precej na mehko, ampak a veš, da me je presenetil ravno z udobjem? Dobro, za delovne stroje vemo, da če niso polno naloženi, imaš ta občutek poskakovanja, da se skupaj takole nekako migeta, sploh ko si na avtocesti pri višjih hitrostih. Prej bom rekel, da je Musso Grand in se zavedam, da bo tole precej provokativna ali pa dajmo reči predrzna izjava, udobnejši od večine sodobnih pick-upov. In to se mi zdi precej velik kompliment. Zdaj pa še v drugo vrsto. Seveda je kabina precej visoko stalna nasajena. Tale polička pride prav otrokom, damam, še meni se zdi, da je treba kar splezati, ampak se veš, nisem jaz Primož Brezec. Okay. V glavnem visok je treba, da greš noter. Prostora v drugi vrsti je razmeroma velik, predvsem v širino. Se mi zdi, da tukaj najdejo zlahka prostor tudi trije odrasli, seveda ta na sredini z krajšo vožnjo. Evo pa zdaj, ko sem v drugi vrsti, ti še od ozadaj pokažem delovno okolje voznika oziroma celotno armaturno ploščo, da boš dobil boljši občutek, kako je tukaj v kabini. Mimogrede, Musso Grand. A obstaja tudi tu Musso, ki ni Grand? Ne? Tale berem še par tehničnih. Tovorna obremenitev do tona 140, vlečna zmogljivost do 3 tone s samodejnim menjalnikom, to je koliko? Okrogle pol tone manj kje drugje, to je treba priznati. Pa še nekaj, ker je medosje toliko dolgo, bo treba paziti tudi pri vstopnih pa izstopnih kotih. Se ni slaba situacija, ampak veš, je treba biti previden, ker avto je zares ogromen. Toliko na hitrca, zdaj pa zaključek. Kva piskaš, stari? To so te azijski avti, oni bi izkusni. Glede na to, v kakšnem obdobju so zdaj te pick-upi, se mi zdi, da je ta norija že malo popustila. Vmes je kdo tudi... No, kakšni fejli so se zgodili pri kakšnih znamkah. Grand Musso je pa vletel na ta velika vrata, pa mrske ima ponuditi. Recimo velikost, pa zares impozanten videz, pa ta faktor vrednost dobljeno. Vse to so neke očitne prednosti, na katere se naslanja. In če temu dodam še pozornost, ki jo je požel med tem, ko sem ga testiral, je pismo skoraj ne vidim prihodnosti, ki ne bi bila zanj vsaj zmerno uspešna tudi v Sloveniji. Ker pač to, pa kolikor ponuja, je za ta denar velik. Mene je pozitivno presenetil. Nisem jaz naprav kupec za tak avto, niti približen, ampak kakšnega Gregorčiča si pa že predstavljam v njem, ne? Recimo.